Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, je že čas za rubriko Dobro z dobrim, ki jo imamo vsak petek ob 8:30 in danes bomo predstavili čudovito slikanico Pika Pikica išče svoje mesto. Kaj 3 goste bom imela. Zaenkrat sta tukaj z menoj Lenka Puh in Primož Černelč, tako da lepo pozdravljena. Pozdravljena. Lenka, pa morda kar z vami začnemo. Zakaj smo se danes odločili, da predstavimo tole slikanico? Ja, krožna zgodba, kreativnost in trajnost, ki je danes dobila ime Pika Pikica, je v našem podjetju, v naši skupnosti že živa zelo dolgo časa. Jaz sem s sabo tudi eno tako zelo posebno račko, prvo leseno igračko na svetu. Noben se ni pač prej spomnil, da les po vodi plava in da če je modificiran les, ga tudi lahko pol obrišeš, ko ga vzameš ven iz bane, in to je slovenski patent, ta les. Se pravi, realno smo mi država, v kateri živi zelo veliko kreativnih ljudi, zelo veliko kvalitetnih ilustratorjev in imamo zelo dolgo tradicijo v proizvodnji igrač. Drugo najstarejšo tradicijo v Evropi. Takoj za Čehi. Nisem vedela, zanimivo. Ja, in seveda iz tega zornega kota smo mi kot skupina oziroma kot podjetja, ki zaposlujemo ranljive skupine, že zelo zgodaj imeli velik interes, da podpremo kreativni sektor, ki kreira slikanice, igrače, vsebino, katera se prodaja in uporablja v družinah. Zato je že vseh 31 let, odkar sem jaz podjetnica, direktorica Jazana d.o.o., merim svoj rezultat v številu otrok, rojenih v naši družini. In seveda, zato sem tudi zelo zgodaj v našo firmo povabila dedka Mraza. Takrat, ko je bil mini teater še na gradu, smo začeli mi z tem, da so podjetja tudi okolja, v katerem se srečujejo družine, se pravi družini prijazna podjetja in tako naprej. In seveda naši otroci v Jazanu, ki imajo zdaj že svoje otroke, vsako leto pričakujejo prihod inovativnega dedka Mraza. Se pravi, mora biti tudi drugačen. Enkrat ima predstavo, drugič ima kakšno drugo poslanstvo. Zakaj? Ker seveda takrat naši otroci spoznajo, kaj je poslanstvo podjetja. Se pravi, dedek Mraz, dober dedek Mraz, ki pride do otrok zaposlenih v podjetju, ima lahko dodatno vrednost, ne samo obdarovanje, materialno, ampak tudi vsebinsko. Zato sem vesela, da je Primož naš novi sodelavec na projektu Dobro z dobrim, ki je že dosti prej, to bo sam povedal, začel pisati Piko Pikico, in mi računamo, da bo naš dober dedek Mraz dobil letos dobrega sodelavca, Primoža, ki ga bo na Gornjem trgu v povezovalnici, ki jo bomo v kratkem spet ponovno odprli, vabil vsa podjetja in posameznike, ki bodo želeli uvesti v svoje delovno okolje dobrega dedka Mraza. Ne samo dedka Mraza, ampak dobrega dedka Mraza. Odlično, komaj čakamo, lahko rečemo. Primož, ne pa, če je takole že Lenka nate apelirala, odkot pa je prišla ideja za tole slikanico? Ja, to je ena v bistvu zelo zanimiva zgodba, ki ima pa, če tako pomislimo, tudi eno lepo sporočilo. In sicer, ne vem, tako preprosto padla iz neba, saj tako, se mi je prvo zdelo, ležal sem na postelji, nisem mogel spati in enkrat tako Pika Pikica, neka pika, ki se sprehaja po pravljici. In pol jaz to, seveda nisem mogel spati, vzamem svinčnik, papir, celo noč pišem in zjutraj nesem dol, pa pokažem staršema in očetu. In on tako prebere, in sem pogledal, reče, pa a ti veš, da sem jaz van, ko ste bili mali, pripovedoval o Piki Pikici? Je ostalo. Tako, in jaz sem to čisto pozabil in sem čisto iz nekega podzavestnega spomina privlekel. Tako da karakter Pika Pikica je v bistvu moj ati, je njen pravi oče. Wow. No, tukaj bi jaz to pa dodala, da ta kreativnost, ta ustvarjalnost je neka stvar, ki je zapisana v genomu. Oziroma, tako kot nekateri govorijo, da imaš drugo, tretje življenje, da se nekaj spomniš, ko sploh ne veš, da si bil kdaj zraven. Mislim, da je tukaj v novem obdobju bomo realno bistveno bolj spoštovali to, da nismo mi začetniki nečesa, ampak imamo samo odgovornost nekaj prenesti naprej.
Zdaj, zakaj je to ključno? Ker se mi zdi, da je to osnova nekega medgeneracijskega sodelovanja, nekega grajenja na neki podlagi. Ker če ti začneš vse znova, vse z nule, moraš hudičev več delati, več rizika imaš. Če pa vzameš neko tradicijo, neko vsebino, ki je nekdo drug že neki poskus v probu in to nadgradiš, je bistveno večja možnost, da boš uspel, da boš dosegel svoje poslanstvo, svoj pa rezultat. In tako mislim, da je to, da bo Primož na Gornjem trgu vodil povezovalnico, ne, se pravi dobro z dobrim, se iz rubrike in spletne trgovine dokončno, upamo, brez prekinitev seli v fizičen prostor. Da je res ta krožna zgodba tudi tako, ja. Tako da tam bo seveda bojo vse krožne zgodbe predstavljene na različne načine, od dogodkov. Upamo, da bomo dobili pa dovoljenje, da se bomo lahko na Gornjem trgu tudi skupaj igrali, kakšne družabne igre na tem velikem trgu. In seveda takrat tudi poklepetali, kako svoje navade spremeniti v smeru doseganja trajnostnih ciljev Združenih narodov. V tej povezovalnici bo torej priložnost, da boste prišli posamezniki, podjetja in povedali, kaj želite prispevati k doseganju teh ciljev. Ne? Tako da je tukaj res veseli bomo čim več predlogov in da se bodo tudi te predloge, ki bodo noter predstavljeni, ogledali in se vključili zraven na kakršenkoli način. Od tega, da boste pokomentirali, pokritizirali, kupili, uporabljali, pojedali, ker planiramo tudi krožne zgodbe na področju zdravih prigrizkov, da se bodo tukaj vsem predstavljali, ker je pot gor nagrad, tako da boš lahko tukaj pač nekaj kupil, pa gor šel na kakšno klopco v miru pojesti. Fenomenalno, to se super sliši. Pa če se vrnemo še k zgodbi tele Pikice, ki išče svoje mesto, kakšna je pa zgodba nastanka te knjige? Koliko časa je nastajala, pa koliko časa je potem trajalo, da ste našli založbo in da se je izdala? Ja, to je spet, za vsako dobro stvar se splača potruditi in tudi recimo ta ideja, o kateri sem pripovedoval, to je bilo leta 2015. To pa že kar nekaj Tako da tega je 6 let in tudi ampak leta je bilo vredno, ker tudi recimo ta prvi osnutek, to je knjigice je bil na 12 straneh. Po 6 letih je bil zgolj še na 2 straneh pa pol, ista zgodbica. Kar pomeni, da se je res dalo, da se je dalo veliko popraviti, da se je dalo veliko izčistiti. In spet, če ne bi bilo ogromno ljudi, ki bi mi na tej poti pomagali, ki so mi pomagali s komentarji, s kakimi približki, ko sem dal v pregled, v branje, te knjigice ne bi bilo. Isto za Maruško, za ilustratorko. V bistvu sem prav želel, ker sem tudi jaz, to je moja prva knjigica, sem prav želel tudi za ilustratorja nekoga, ki se s tem še ni ukvarjal, ki se želi izkazati, ki želi pokazati, kaj zna, ker so ta vrata drugače zelo zaprta v ta ustvarjalni svet. Težko je priti zraven, ne? Tako, ja. In sem takrat v bistvu naredil en spletni natečaj, sem povabil mlade ilustratorje, sem rekel, gledajte, tukaj je pravljica, dajte mi svojo vizijo in se bomo povezali in če bo kakšna založba za, garantiram, da bomo šli skupaj v to zgodbico. Ne? In spet se je bilo treba potruditi, sem takrat pisal preko 20 založbam. Evo, in Melita Roj iz založbe Rotis, ona se je odzvala v manj kot uri. Kar je, to je čisto neobičajno, ker založbe si ponovadi vzamejo par mesecev za odgovor. Ampak takrat ne vem, ali je nekaj zaznala, verjela in smo potem sodelovali še leto pa pol, res intenzivno, praktično vsak dan in rezultat je tale slikanica. Zdaj smo pa res vsi ponosni na njo. In v bistvu z Maruško se bomo tudi še potem pogovorili, kako je pa njen ustvarjalni proces izgledal, ampak da še tebe vprašam, kaj je tema v bistvu same knjigice? Tema je večplastna. Recimo, ker moj tudi pristop pri ustvarjanju je tako, da vsak v stvaritvi najde nekaj zase. Tako da, če pogledamo čisto površinsko, je Pikica v bistvu predstavlja piko, ločilo. In skozi zgodbo ona spoznava različne karakterje, recimo klicaja policaja, vprašaja, ki je Kaja, gospod Pikolovsko. In to so tudi neka druga ločila, ki Pikico učijo, kaj je njihova vloga. In tako se otroci, predvsem od 5. do 9. leta, to ti predšolski, pa 1., 2. razred, oni se učijo, kako se uporablja ločila. Potem druga plast je velike tiskane črke. Ker velike tiskane črke so
uporabljene kot ozadje, ne? Kot smo videli v bistvu na ekranu. So uporabljene kot ozadje, že tako jih prepoznavaš, vsaka črka ima zraven tudi svojo žival, da še tako otrok neke asociacije dela in tudi samo besedilo je v velikih tiskanih črkah. Potem pa še ta zadnja plast je pa moralna, skratka cela zgodbica uči, kako moraš, tudi če si v bistvu izgubljen v tem svetu in iščeš svoje mesto, kako moraš ustrajati, kako moraš poskušati nove stvari in na koncu boš našel svoje mesto, pa tudi če ni bilo to, kar si na začetku pričakoval. Kar je pa zelo dobra lekcija v bistvu za vse nas, ker vsi mi iščemo svoje mesto, pa tudi najbrž sam projekt Dobro z dobrim in krožne zgodbe je iskal svoje mesto in ga zdaj tudi našel in ga včasih pa najbrž še vedno tudi išče. Tako, v bistvu lekcija je, da vse je stvar procesov. Treba je ustrajati, treba se z vedno novimi stvarmi ukvarjati, predvsem se pa igrati skozi življenje. Odlično. Hvala za enkrat. Mi se bomo o slikanici še pogovarjali po oglasih. Lenka, hvala vam, da ste prišli še predstaviti tudi tole krožno zgodbo. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa nadaljujemo z dobrim slikanico Pika Pikica išče svoje mesto. Pridružila se nam bo tudi ilustratorka. Se gledamo. Dobrodošli nazaj, še vedno smo v temi Dobro z dobrim, v rubriki Dobro z dobrim in še vedno govorimo o tele čudoviti slikanici Pika Pikica išče svoje mesto. Ja, zato, da je tako čudovita tudi vizualno, pa je poskrbela Maruška Jamnik, ki se je zdaj tukaj Primožu pridružila. Pozdravljena. Pozdravljene. Prej smo izvedeli, da si v bistvu bila izbrana na tečaju. Kako to, da si se prijavila na tečaj, da bi ilustrirala tole Piko Pikico? V resnici jaz pač že od nekdaj zelo rada rišem in ustvarjam, ampak svojih stvari nekako ne dajem v javnost. So bolj zame, sem tudi sama svoj največji kritik, tako da stvari zadržim zase. Ampak veliko prijateljev pa ve, da jaz rada rišem, da rada ustvarjam in da si želim neko to ilustratorsko pot. Tako da je v bistvu neka kolegica zasledila ta natečaj, mi ga je poslala in je rekla: Maruša, ti se na to moraš prijaviti. Rekla, če ne boš zdaj, ne boš nikoli. In tako sem jaz potem začela razmišljati o nekih prvih osnutkih, sem se prijavila in evo, Pikica je nastala. In kot je Primož prej rekel, je želel nekoga, ki še ni opremil nobene knjige z ilustracijami, se pravi, je to tvoja prva knjigica, ki si jo ilustrirala? Tako je, ja, to je moja prva knjigica. Prej sem se ukvarjala sicer tako z nekimi manjšimi naročili, recimo neka vabila, voščila, take stvari, personalizirane ilustracije. Prav tako ilustracija knjigice pa še ne je. Pa v tvojem delovanju se ti drugače bliže te neke tradicionalne ilustratorske metode ali se raje poslužuješ digitalnih? V resnici sem jaz vedno bila pristaš tradicionalnih tehnik. Večinoma sem risala s tempera barvami, tako da zame je digitalni svet povsem nov. Tako da ilustracija Pike Pikice je bil zame tudi proces učenja teh novih digitalnih metod. Tukaj sem se jaz naučila uporabe orodij, različnih programov in tako naprej. Mogoče je zato tudi malo dlje trajalo, da je Pikica nastala, ker je bil zame to pač nek tak proces poznavanja čisto novega sveta in drugih metod. Še vedno pa mogoče raje v roke primam čopič, kot pa grafično tablico. Ni ga čez en konkreten čopič. Kot smo bili tu navajeni že od malega, smo vsi s čopičem in potem tukaj so tudi spomini zraven. Pa sta v bistvu pri ustvarjanju tudi vizualne podobe s Primožem skupaj sodelovala, sta bila ves čas v navezi, ideje so prehajale od enega do drugega? Ja, tako je. Mi da so bila skozi v kontaktu, tudi ko so se razvijali posamezni karakteri, so jih skupaj prilagajala. Nekako smo imeli eno skupno vizijo in smo želela, da bo na koncu to rezultat, ki bo obema všeč in na katerega bo oba ponosna. Tako da so v bistvu celotno vizualno podobo nekako skupaj razvijala. Je to timsko delo, ne? Tako, ja. Tako je. In tudi obratno velja, moram reči. Pač tako, recimo oba smo po izobrazbi arhitekta, smo navajeni tega medsektorskega sodelovanja. Tako kot sem jaz, dajal Maruški predloge za ilustracije, je ona meni tudi besedilo komentirala. Pravi, je tudi vsebinsko se malce morda spremenila zgodba z njenim več oči, več vidi. Tako sem rekel, tudi besedilo sem dajal drugi v branje, v poglede. Vse skupaj je trajalo 6 let, ampak zato pa je danes kakršna je. Kako pa ste prišli, kako ste se odločili za koncept te vizualne podobe Pike Pikice? Jaz, ko sem prvič prebrala Primožev tekst, sem si želela, da nekako ta poučna vsebina
ne bi bila zgolj neka učbeniška ali pa učbeniško predstavljena, ampak da bi bila bližje otrokom. Se pravi, da bi jo enako rad gledali kot brali. Ne? Potem sem začela razmišljati, kaj imajo otroci radi. Ne? Oni se poistovetijo bolj z nekimi osebami, karakterji, mogoče imajo radi živali, barve. Ne? Tako sem prišla do te ideje, da bi vsak karakter, vsako ločilo bil oseba, ki mogoče v neki svoji karakteristiki ali pa pozi spominja na ločilo, ki ga predstavljajo. Ne? Vseeno so pa ta ločila vidna v sencah, ki jih te karakterji mečejo na tla. Se pravi, je ta vizualnost dobila neko večplastnost. Ne? In zdaj, ko otrok prebira zgodbico, mogoče prvič, drugič ne zazna vsega in vedno znova odkrije še neko novo plast te zgodbe in jih pač vseeno zanima, tudi naslednji, tudi 10, če jih bo še vedno zanimala, bodo najdli neko novo stvar, nek nov detajl. No. Se pravi, tako kot je zgodba vsebinsko večplastna, je tudi vizualno večplastna, da se to povezuje. Za koliko, Primož, morda to za tebe, za koliko stare otroke pa je primerna tale knjigica? Za koga vsega je primerna? Jaz mislim, da je primerna za vse. Torej, tudi starši bojo v njem se našli. Ampak, če bi pa mogli bolj zožiti, je pa primerna za otroke od 5. do 9. leta, torej za predšolske otroke ali pa otroke, ki se prvič spoznavajo za abecedo ali pa velikimi tiskanimi črkami, torej 1., 2. razred. Zdaj, tole je prva knjigica. Ali vidva razmišljata, da bi nadaljevala, da bi napisala še kakšno knjigo, da bi ti še opremila kakšno z ilustracijami, sta se našla v tem? Ja, jaz si v resnici želim naprej sodelovati v nekih ilustratorskih vodah. No. Zdaj, to je vse, se mi zdi eno tako malo težko rečeš, da bo zares uspelo, ne? Eno področje dela, ki je malo nesigurno. Tako da jaz mislim, da ilustracija bo ostala v mojem življenju tudi, če ne na povsem profesionalne načine. Ne? Če ne drugače kot hobi, ampak glede na to, kako čudovita je tale knjiga, verjamem, da bo tudi še kdo želel opremiti vizualno s tvojim načinom, s svojo knjigo. Kaj pa ti, Primož, že nastaja kakšna druga knjiga? Ja, sicer ne za Piko Pikico, imam že eno pravljico, ki je prav tako, mislim, da zdaj že 5 let pišem, ampak tista je pa malo težja, ker je v verzih. Ampak če sem se kaj naučil med ustvarjanjem te pravljice, je potrpežljivost, tako da sem rekel, nikamor se ne mudi, ko bom zadovoljen z besedilom, se spet povežem, najverjetneje z Maruško, ker smo res odlično razumeli. Dober tim, ne? Tako, ja. Kako že zmagovalnega konja se ne zamenja, ne? Ali tako, takega? Pa če tudi treba je dobre ekipe nagovati, ne? To tudi ni samo po sebi pomembno. Tako je res. Dobri timi niso nekaj, kar bi lahko takole z lahkoto imeli. Marsikje se dolgo trudijo, da bi vzpostavili nek dober tim, pa ne uspe, tako da če se zgodi, je to res odlično. Ima pa knjiga tudi posvetilo. Zakaj? Komu je to posvetilo posvečeno? Ja, tako kot sem na začetku omenil, inspiracija za karakter, za Piko Pikico, glavno junakinjo, ni moja stvaritev, ampak je v bistvu stvaritev mojega očeta. In ravno zato sem se odločil, da to knjigo posvetim svojemu očetu in tudi posvetilo zato piše, da je moj ati oče Pikice. Kako luštno. Da se kar človek takole malo ganjem postane. Maruška, morda da tebe še vprašam, je bil proces ustvarjanja drugače vseeno, je bil naporen, je bilo kdaj tudi težko ali je bilo ves čas takole lahkotno? Jaz mislim, da bolj kot težko delo je bilo to dolgotrajno delo. Lahko mislim, da za oba rečem, da sem midva s Primožem kar perfekcionista. Tako da nisva hitro zaključila, vedno sva dopolnjevala, izpopolnjevala, izboljševala. Tako da je to kar nekaj časa trajalo. Vsem sem si pa jaz to ilustriranje vzela kot neko bolj prostočasno dejavnost, kot pa delo. In na ta način se mi zdi, da s tem pristopom je bilo v bistvu tudi vse lažje na koncu. In na koncu je to kot nek hobi, kot nekaj luštnega, kot nekaj, kar z veseljem delaš. In definitivno tudi, če je časovno potratno, ni naporno. Ne? Kaj pa Primož, omenil si, da delaš že nek nov projekt, ki je v verzih, ampak ali glede na to, kako uspešna je luštna je Pika Pikica, lahko pričakujemo tudi Piko Pikico 2, ne? Pika Pikica v svojem mestu, na svojem mestu. Rekel, nikoli ne reci nikoli, predvsem pa čakam spet eno nespečno noč, ko bo padla dobra ideja. Aha, tako se to... Tako nekako, ja, dobrih idej, v bistvu, če želiš imeti dobre ideje, jih ne sili, jih ne pričakuj, čak inspiracijo, predvsem se pa igraj ves čas, ne. In skozi to, v bistvu, te proste asociacije bo zagotovo nekaj kliknili
In najverjetneje, ja, nekoč tudi pride Pika Pikica, najde svoje mesto ali pa mogoče hodi po nekih drugih zgodbah. Skratka, bomo še videli, kaj bo to. Ne? Kam vse bo še šla, ne? Tako. Pika Pikica, kje vse bo še njena pot. Kako pa lahko zaide v roke gledalcev, kje jo lahko dobijo? Ja, Pika Pikica je na voljo že v naši spletni trgovini, trgovina.dobrozdobrim.si. Prav tako jo lahko nam povpraševanje pošljete na info@dobrozdobrim.si. Bomo pa seveda imeli tudi fizične lokacije in sicer lahko najdete Piko Pikico v učilni okusov pri Zmajskem mostu, pa tudi v povezovalnici na Gornjem trgu. To pa je v bistvu bo ena zanimiva lokacija tudi zaradi drugih dobrih zgodb. Je že Lenka povedala, Tako, ne, ker mi nameravamo 1. junija odpreti to povezovalnico in tam tudi vabimo vse gledalce, ki imajo kakšno svojo idejo za igračo ali nekaj, da nas obiščejo tam po 1. juniju in nam predstavijo svoje ideje in mogoče se uspemo povezati in jih vključimo v projekt Dobrega dedka Mraza, s katerim bomo v bistvu obdarovali podjetja oziroma bojo imeli oni na voljo, da kupijo neka res kvalitetna slovenska trajnostna darila. Morda tudi Piko Pikica, ne? Seveda, tudi to je v programu. Kakšni pa so prvi odzivi bralcev? Prvi odzivi bralcev so, sicer govorim zelo osebno, ne subjektivno, ker mene praktično priznam, nisem neki ful čustven človek, ampak mene vsaka to pričevanje mene gane. Ravno včeraj sem prodal to slikico eni mamici s 3 otroki in ona mi čez 15 minut, potem ko sem izročil knjigico v roke, mi ona pošlje slikico, kako ona bere in za njo okrog nje sedijo tisti 3 punčka, 2 fantka in vsi tako zatopljeno, resno, in mene je to kar res se me dotakne. Tako da ful sem vesel, da lahko nekaj, kar sem ustvaril, napisal, ustvarja take prizore in vpliva na življenja. Da razveseljuje ljudi in jih povezuje. Ja. Ne, v resnici tudi nekaj takole, ko starši z otroki berejo slikanice, se tudi povezujejo z njimi v resnici. Gre več kot samo za slikanico. Maruška, kakšne feedbacke si kaj ti dobila na ilustracije? Ja, zaenkrat sem v resnici dobila največji odziv od svojih nečakinj. Tako da oni sta bili nad Pikico navdušeni. Starejša je odprla knjigico in rekla, si ti to res sama narisala. Tako da na ta način ima je zelo všečno in mislim, da bo Pikica razveselila še veliko otrok. Jaz upam, da bo, ne, in tudi takole na ekranu se je vse izpisalo, tako da vi lahko veste, kje lahko Pikico, ki išče svoje mesto, dobite, da vam pomaga najti tudi vaše mesto. Maruška, hvala, Primož, hvala, morda še kakšne zaključne besede, kakšna popotnica? Kako ste se spogledala? To pa je to, ne? To pa je to timsko delo, o katerem govorimo. Bomo se skupaj zmenili, kaj bo popotnica za konec. Smo preveč perfekcionista, da bi improvizirali, ampak če bi kaj že smogel reči, je pač res, preberite knjigico ali pa obiščite nas, pogledajte si jo in če se vam zdi, da ima neko bolj vredno sporočilo, nas tudi podprite, ker v bistvu delež zaslužka od prodaje gre tudi za projekt Dobro z dobrim, s katerim mi financiramo druge take dobre krožne zgodbe. Ki jih predstavljamo na Ljubljana TV v bistvu vsak teden. Z veseljem jih predstavljamo. Mogoče res takole čisto za konec, oba sta arhitekta, a se zato ta vajin perfekcionizem tako vključuje? So vas to na faksu učili ali se taki sploh prijavljate na arhitekturo? Rekel, da so nas dobro zdresirali, a nekaj je pa tudi, kar smo pol mogoče odnesli tega in mogoče smo tudi zato oba perfekcionista postala, da res ne samo kako je stvar izgleda, tudi mora biti pomensko premišljena. Tako ja, mislim, da so nas naučili, da lahko vedno izpopolnjuješ, vedno dodajaš, vedno izboljšuješ, ampak na koncu si moraš vsem postaviti nek rok. Nama je v resnici na nek način tudi založnica pomagala do tega, da smo midva ta projekt zaključila. Ker mogoče, če ne bi bilo v njej, bi midva še vedno ta perfekcionizem bi še vedno, ona je pa rekla, ne moramo. Rok. Rok je dobro imeti. Rok je dobro imeti, drugače se lahko vleče vse skupaj v neskončnost in nikoli ne pride ven, kar je potem škoda, ker izdelek
ki ne doseže ljudi, ne more svojega poslanstva prav opraviti. Hvala vama za obisk, hvala, ker opravljate svoje poslanstvo in dobro z dobrim bo z nami še naprej. Hvala, se gledamo kmalu. Hvala. Mi bomo šli zdaj v oglase, po oglasih pa bo Pija skočila v kinoteko. Tako da se gledamo.